Dober večer iz nemirnega Kaira. Večer je tu seveda vse prej kot dober. Popolnoma obratno. Iz ure v uro je situacija tukaj hujša, vse bolj kaotična in vse bolj nevarna. Situacija se je sedaj sprevrgla dejansko v spiralo nasilja, ki je ne zna nihče več pretrgati. Na trgu Tahrir se nadaljujejo spopadi med privrženci predsednika Hosnija Mubaraka in pa množico, ki zahteva spremembe, njegov odhod in pa demokratizacijo. Okoliške ulice so kot vojna cona, prazne, razrušene in skoraj da podrte. A nasilje je plusknilo tudi že v nekatere druge dele Kaira, kjer je bilo prejšnje dneve še razmeroma mirno. In prvič so začeli domačini, predvsem privrženci Mubaraka, obračunavati tudi s tujci, s humanitarnimi delavci in pa z novinarji. Napadli so nekaj predvsem ameriških novinarskih ekip in nekatere novinarje tudi zadržali. Ravno pred kakšno uro je mimo hotela, kjer so sedaj s kolegom Berckom peljal tudi vojaški tank, kar kaže, da se vojska nekako razporeja na novo in pa še naprej premika po samem mestu. Kot sem že tolikokrat dejal, nihče ne zna napovedati, kakšen bo razvoj dogodkov. Vse, kar je, lahko vsi skupaj upamo, da jutro ne bo prineslo le sonca, ampak tudi bolj miren in pa optimističen razplet. Ampak kakorkoli, pred Kairom je zagotovo ena najbolj negotovih noči. Danes je sicer na državni televiziji spregovoril podpredsednik Sulejman, še enkrat je pozval množico naj odide domov, obljubil spremembe, dejal je še enkrat več, da Hosni Mubarak ne bo jeseni več kandidiral za predsednika, na tisti volilni tekmi ne bo niti njegovega sina, a to ne zadošča. Ljudje, ki želijo demokracijo, so še naprej v veliki meri zelo odločeni. Mubarak mora oditi, a na drugi strani se njegovi privrženci sprevračajo v vse bolj nasilne fronte, ki prav tako z nikomer več ne varčujejo. Od tujcev smo v Kairu ostali praktično le še novinarji. Kot najbrž veste, je med drugim sedaj slovensko zunanje ministrstvo odločilo tudi, da niti turistov, ki letujejo ob Rdečem morju, v tej državi ne sme biti več in že jutri bodo vsi Slovenci iz te države odšli. Vse svetovne vlade, predvsem pa sedaj ameriška, katere državljani so, oziroma katere novinarji so ponekod celo ujeti, pa sedaj stopnjujejo pritisk na Kairo. Vsekakor se vam jutri zjutraj, ko bo tukaj nov dan, ponovno oglasimo. Lepo zdrav in lahko noč.